Lepo pozdravljeni in dobrodošli v eno drzno oddajo Začnimo teden z Lili Sorum, ki se ji bo tokrat reklo Odgovori v drugih. Tako zelo govorimo, da je treba odgovor iskati v sebi, ne v drugih, ne iskati potrditev in tako naprej. Leto 2024, kot leto preizkušanja našega ega, bo seveda pritisnilo točno na to. Kakšne potrditve imamo, kaj nam drugi sporočajo, zato dajmo te energije prehiteti. Letos, v letu sedmice osebnostne duhovne rasti, vedno znova ponavljam, dajmo raziskovati sebe, morda pa je pravzaprav pogovor z drugimi lahko tudi ena izmed teh metod, ena izmed orodij, da prepoznavamo sliko in energijo, ki jo mi oddajamo v okolico. Torej, mene zelo zanima, kdo bo dovolj drzan, da se bo spustil v prav posebne, saj bi rekla intimne, osebne pogovore s svojimi najbližjimi. Torej, ideja današnje oddaje je, da najdete tiste ljudi, ki vas resnično poznajo, oziroma vi tako menite, ki jim lahko zaupate, da se bodo z vami zrelo pogovorili, in pa tudi tiste, ki ne. Pravzaprav morda boste pa ravno od nekoga, ki vam je zelo drugačen, ki je morda zelo nezrel, ki morda zelo rad napada druge ljudi, ki je zelo negativno nastrojen, ki vidi slabo vse povsod, dal več dragocenih odgovorov kot tiste osebe, ki bodo v vas iskale dobro. Kakorkoli že, jaz vas spodbujam, da si vzamete čas in da si drznete dobesedno, kajti tudi to zahteva svoj pogum, povprašati ljudi, kaj menijo o vas. V oddaji bomo dali nekaj predlogov, kaj povprašati, kako povprašati, ob začetku pa vam polagam na srce. Ne biti užaljeni, ne potem surle vleči, ne vprašati osebo A, pa vam bo mogoče rekla, mogoče si pa malo šlampas, in potem z vsemi drugimi osebami na B, C, D, E in tja do Ž razpravljati, kako zelo vas je oseba A užalila. Če postavite vprašanje, sprejmite odgovor, ni se potrebno z odgovorom strinjati. V numerologiji poznamo število osebnosti, ki razlaga sliko, ki jo dajemo v svet. Se pravi, energijo, ki jo mi dajemo. Od tej je posneta cela oddaja, link je spodaj. Pomembno pa je, da mi vemo, kdo smo. Pomembno pa je, da tudi mi razumemo, da nas včasih narobe razumejo. Pomembno je tudi, da mi vemo, da energija, ki jo oddajamo, je energija, da ena beseda, ki meni pomeni morda nekaj zelo pozitivnega, lahko nekomu drugemu sproži nek negativen občutek, nek negativen spomin. Torej, ko boste dobili odgovore vaših prijateljev, vaših sorodnikov, vaših partnerjev, vašega soseda, prodajalke v Mercatorju, se zamislite, kajti vsi smo bitja interakcije. Torej, če na primer vi veste, da so meni zelo pri srcu mucki, predvidevam, da ne boste prišli k meni in rekli, jaz bi se mačke tega sveta pobil, ker se ta pogovor gotovo ne bo dobro končal. Če pa veste, da nekoga ne mara mačke, mu jih seveda ne boste potiskali v naročje. Torej, naj bo ta interakcija po eni strani orodje spoznavanja vas, orodje razumevanja, kaj vas morda narobe razumejo, in obenem tudi orodje spoznavanja osebe, s katero se pogovarjate. Ampak to ne bo za drugič. Torej, pričeli bomo s tem, da bomo našli primeren trenutek, primerno energijo, tako za sebe kot za drugo osebo, da bomo poprosili, če bi nam pomagala narediti eno vajo, en eksperiment, da pač bi želeli delati na sebi, da ste firpčni, pač naredite nek primeren uvod. Razložite drugi osebi, zakaj se gre, ne kar potisniti v to, povej ti zdaj meni, kaj pa ti misliš, kar naštej, bum. Jaz sem to pred leti naredila preko maila s tistimi osebami, s katerimi sem se prej pogovorila, in so si te osebe vzele čas in so mi na te stvari odgovorile tudi preko maila. Za nekoga bo to osebni pogovor, pomembno pa je, da date tej osebi tudi potreben čas, da premisli. Okay? In potem tudi vi premislite o odgovorih, ki ste jih dobili. Okidoki, a si drznemo? Pa si dajmo. Pričeli bomo seveda z najbolj klasičnimi vprašanji in bomo poprosili, da naštejo 3 najboljše lastnosti oziroma 3 tiste stvari, za katere bi nas pohvalili. In seveda, ker imamo yin-yang, noč in dan, lepo in grdo, levo in desno, bomo povprašali tudi po 3 stvareh, ki pa jih morda motijo. Tukaj bomo pa že malo zakomplicirali zadevo. 3 stvari, ki jih motijo njih osebno. Nekoga lahko moti, kaj pa vem, hrup. Nekoga lahko moti, da zamujate. Nekoga lahko moti nekaj, kar njih moti, pa mogoče niti nima tako zelo močne povezave z vami. Torej, 3 stvari, za katere ta oseba meni, da so pri vas moteče in nimajo veze z njihovimi vzorci, in 3 stvari, ki so njim moteče,
pa grejo na živce njim, zato ker so takšni, kot so. Za nekoga bo to morda mlaskanje ob hrani, za nekoga bo to, kot sem rekla, glasno govorenje, za nekoga bo to glasen smeh, za nekoga bo to, da ste tiho, za nekoga bo to, da imate vezalke na določen način zavezane. Se pravi, stvari, ki načeloma nimajo veze z vami, boste pa vi, absolutno vam zagotavljam, obogatili ta odnos, če boste vedeli, kaj je tisto, kar pa morda nezavedno, nevede vi počnete, je del vaše osebnosti, s tem mogoče ni pravzaprav čisto nič narobe, ker je čisto vseeno, kako imate šnirance zavezane, pa drugo osebo motijo, pa morda, ko boste s to osebo, jo boste zavezali malo drugače in bo energija med vami lepše tekla. Torej, 3 stvari, ki so za pohvaliti, 3 stvari, ki so na splošno moteče in 3 stvari, ki konkretno to osebo motijo pri vas. In potem bomo šli malo bolj v globine. Torej, kakšne 3 nasvete bi vam ta oseba dala glede vaše poslovne poti? Glede vaše službe, izobrazbe, organizacije življenja, mogoče poslovne ambicioznosti, vas vidi kot nekoga, ki želi doseči več, vas vidi kot nekoga, ki je že dosegel, kar lahko doseže, vas vidi kot nekoga, ki je morda v svoji karieri zaspal, ste oseba, ki želi negovati kariero ali pravzaprav ne, vam je pomembno samo, da imate službo, pridete domov in to je to. Se pravi, kakšni bi bili ti 3 nasveti, ki bi vam jih ta oseba ponudila? In potem mene zanima, če boste tudi sebe vprašali, ali ste ambiciozni, ali ste dosegli to, kar ste imeli namen doseči, ali je potrebna sprememba na službenem področju ali ne. Potem boste to osebo povprašali po 3 nasvetih, kako meni, da lahko vajin odnos izboljša ta. Se pravi, 3 stvari konkretno vezani na komunikacijo, na vaš odnos do njih, njihov odnos do vas, vajin odnos, se pravi prijateljstvo, partnerstvo, sodelovanje. Kaj je tisto, kjer ta oseba vidi 3 predlogi, 3 nasveti, 3 ideje, kako bi lahko to povezavo izboljšali? Če ste s to osebo v nekem takem procesu, da je ta oseba odprta delu na sebi, mogoče boste tudi vi dali potem 3 predloge nazaj. Še enkrat bi pa ponovila, ne biti užaljeni, ne se kregati, ne surle vleči, ne takoj nazaj argumentirati, zakaj ne. Samo sprejmite odgovore in o njih mogoče še kdaj drugič tudi razmislite, kajti včasih na prvo žogo svalimo bistvo. In pojmo naprej do tistega vprašanja, ki nam morda ne bo najbolj ljubo. Partnerstvo. Kako nas ta oseba dojema kot partnerja, kot partnerko? Kako dojema osebe, ki jih imamo mi za partnerje, partnerke? Kaj bi nam ta oseba svetovala, predlagala? Kako razmišlja ta oseba, ko mogoče nas vidi v odnosu z drugimi? Kaj je tisto, kar bi nam izpostavila, da bi morda naredili bolje? Mnogokrat kot prijatelji, seveda svojim prijateljem, svojim prijateljicam želimo najboljše. Seveda, tako včasih se nam njihova izbira partnerjev ne zdi najbolj fantastična, kajti vidimo, da morda ni najbolj srečna, vidimo mogoče kakšne druge napake, ki sicer to osebo morda popolnoma nič ne motijo, se pravi, vas ne motijo. Kakorkoli, ne se potem spustiti v pregovarjanje, kaj je res, pa kaj ni res, pa kaj vas osrečuje, pa kaj ne. Preprosto sprejmite te odgovore. Sprejmite, kaj drugi vidijo v odnosu z vami, z nekom, s komer ste, tisti, ki ste samski, zagotovo ste nekoga v življenju imeli, nekoga se lahko ta oseba spomni, oziroma, če pa gremo še en korak naprej, tudi če niste samski, povprašajte, kaj ta oseba misli, da vi potrebujete v partnerstvu. Se pravi, kakšnega partnerja, kakšno partnerko, kakšno prijateljstvo, kakšne osebe potrebujete okoli sebe. Kajti, če imamo denimo neko zelo dinamično osebo, ta oseba, če je športnica, če se rada giba, če rada hodi na izlete, če je rada v gibanju, v premikanju, rada ima, da se ji pač dogaja, tej osebi po vsej verjetnosti nekdo, ki pa hud zapečkar, ne bo pisan na kožo, je tako. Po vsej verjetnosti bo tukaj prihajalo do trenj ali do uravnovešanja. Kajti, ko imamo eno belo in eno črno osebo, vedno postanejo tukaj vmes odtenki sivine, pomembno pa je, da niso preveč črni ali preveč beli, definitivno pa vedno temu tako je, kajti to je vendarle partnerstvo. Izmenjava energij, prepletanje energij. In velikokrat, kadar se mi popolnoma podredimo, niti več ne prilagajamo in postanemo zelo podobni barvnim odtenkom svojega partnerja ali situacije ali oseb, s katerimi se družimo, je morebiti čas za ding, 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 ding,
manjši alarm. Ste to resnično še vi? Je to bila spodbuda, da ste videli, kako izgleda druga plat zgodbe, drugačna energija, ali ste sebe podredili? Tudi to povprašajte svoje prijatelje. Ali imajo občutek, da ste se v odnosu s to in to osebo, pa ne gre za partnerstvo, za poslovni odnos, za neko drugo spremembo, vi spremenili do te mere, da se njim to morda zdi zaskrbljujoče. Torej, kaj pa zdaj? Kaj pa vaše zdrave navade? Kaj pa, če bi vi si drznili svoje prijatelje vprašati, kaj bi vam predlagali, kako bi vam svetovali, kaj bi morda celo malo pošimfali glede vaših zdravih navad, vašega stila življenja. Morda veliko preveč sedite, morda veliko preveč kadite, morda ste preveč na junk foodu, morda se tega niti ne zavedate. Saj vsi kdaj pademo v to vsakodnevno rutino, vsakodnevno naglico, ko na hitro tukaj nekaj pojemo, pa tam pojemo čokolado, pa tle popijemo kavo, pa tam Red Bull, ker nam je pač padla energija, padla nam je koncentracija, potrebujemo eno injekcijo direkt v žilo, bi temu lahko rekli, in se tega morda niti ne zavedamo. Človeški je pa lahko zelo hitro kritičen, ko pridemo do drugih, to vendarle ja vemo, kako zelo hitro imamo čez druge zapovedati o tem, kar počnemo tudi mi sami. Torej, da zaupajte svojim prijateljem, da morda vam bodo dali nazaj neko drugačno sliko. Velikokrat menimo, da zelo zdravo živimo, pa malo pozabimo izvajati tisto, kar je zdravo. Poznamo jogijske vaje, ni nujno, da delamo jogijske vaje v dovolj veliki meri. Vemo, kaj je zdrava prehrana, ni nujno, da se zdravo prehranjujemo. Kupimo kupico prehrambenih dodatkov, vitaminov, mineralov in tako naprej. Ni nujno, da jih uživamo tako, kot je potrebno. Torej, naj bo to tudi en tak, bom rekla, pogled v vaš stil življenja, v vaš lasten vsakodnevni urnik in feedback nazaj. Kaj še lahko povprašamo? Povprašate lahko tudi, ko govorimo o odnosih, kaj vaši prijatelji menijo o vašem odnosu z vašimi starši, o vašem odnosu z vašimi otroci, o vašem odnosu z vašim partnerjem, partnerkom, o vašem odnosu do denarja, o vašem odnosu do ljubezni, o vašem odnosu do lepote, o vašem mnenju o svetu. Kaj, če bi kar vaši prijatelji naredili en tak intervju o vas? Pravzaprav ne intervju, to bi pomenilo, da vi odgovarjate. Kaj, če bi vi njih intervjujali o vas? Jaz mislim, da je to ena taka vaja, ki je lahko zelo dragocena, ki nam lahko zelo pomaga videti, kaj je res, kaj ni res. Rekli smo, število osebnosti je tisto osebno število, ki nam zelo pomaga razumeti sliko, ki jo dajemo v svet. Prvi vtis, ki ga naredimo. Pri meni imate tudi kratko osebno analizo, izboljšajte prvi vtis, ki izhaja točno iz razlage vašega števila osebnosti, ki ga izračunamo pa iz samoglasnikov vašega števila. Kot rečeno, temu je že posneta oddaja, lahko si jo pogledate, lahko si s temi nasveti tudi pomagate. Bistvo te oddaje pa je, da vas spodbudim, da gremo izven svojih okvirjev. Nekje v določenih odgovorih se boste našli, v določenih odgovorih pa ne. V določenih odgovorih se boste morda našli čez 10 let, ko boste gledali nazaj. V določenih odgovorih se boste našli, ampak izvedbo sebe izpred 10 let. Torej, fenomenalno bi bilo, če bi imeli možnost najti nekoga, ki vas je poznal kot otročka, kot mladostnika, kot unega uporniškega najstnika, kot zrelo osebo, se pravi nekoga, ki vas pozna skozi različne etape življenja, nekoga, ki vas pozna tukaj in sedaj resnično in predvsem tiste osebe, katerim vi zaupate. Ponovila bom ob koncu še enkrat, zagotovo vam določeni odgovori ne bodo všeč. To je dejstvo. Zagotovo se z določenimi odgovori absolutno ne boste strinjali. V tem trenutku je pomembno, da umirimo svoj obrambni mehanizem, da umirimo svoj ego, da se ne spustimo na nivo, no saj ti pa tudi, ker spomnim se, ko si bil star 3 leta, si pa hodil čigumi. Ne iti v diskusijo, ne iti v opravičevanje, ne priti v argumentiranje. Bistvo te vaje je preprosto izmenjava informacij. Ne biti potem užaljeni, bistvo te vaje ni, da prijatelj, ki ga iskreno prosite za pomoč oziroma za nek iskren pogovor, se odpre, vam pove, kaj ga ali jo moti. Ni bistvo te vaje, da potem to zamerite, bistvo je, da ste konstruktivni. Se pravi, če vam bo nekdo rekel, poslušaj, tole me pa res moti, vedno imaš tako globok dekolte, da ne vem, kam gledam. Banalen primer, vem, želim vas predvsem nasmejati. Ne biti potem užaljeni, ne se potem zgražati, ne se počutiti
nevarne ob tej osebi. Ta oseba, če vam je povedala nekaj, kar jih moti, dajmo ceniti, da je šla preko svoje cone udobja, da je šla preko tega, kar je najbolj varno, biti prijazen in tiho, in da pravzaprav ste to osebo za pomoč pravzaprav poprosili vi. Torej, sprejmite te odgovore, analizirajte jih. Jaz resnično upam, da si boste drznili, kajti to je eno izmed zelo mogočnih in učinkovitih orodij spoznavanja tiste energije, ki jo mi dajemo, in razumevanja, zakaj torej toliko situacij, toliko ljudi, toliko nesporazumov pritegnemo, pa morda niti ne razumemo, zakaj. Torej, dragi moji, jaz vam želim fantastične pogovore, fantastično izmenjavo informacij in predvsem fantastično rast naprej. Ker veste kaj, z vsemi napakami, z vsemi tem, kar nas moti, druge moti, kakorkoli že, smo se rodili zato, da se bomo učili, rasli, razvijali in v vsakem trenutku svojega razvoja smo popolni in prav je, da se imate radi. Torej, ob koncu oddaje bomo rekli: rad oziroma rada se imam točno takšnega, kot sem, in ustvarjam še boljšo verzijo sebe. Aj prav?